Dober dan želim. Tole novinarsko konferenco smo sklicali, ker smo glede na zadnje dogodke izjemno zaskrbljeni, kako se ta vlada Roberta Goloba loteva snovanja prihodne energetske politike Slovenije. Najbolj se to kaže skozi osnutek zakona o energetski politiki, ki je 1. septembra šel v javno obravnavo. V tem zakonu je kar nekaj, lahko rečemo, pomanjkljivosti, lahko pa rečemo, da je tudi neodgovorno zastavljena energetska prihodnost naše države. Če odmislimo to, da je imela javnost samo 17 dni za javno razpravo o tako pomembni zadevi za našo prihodnost, kar nas spominja na nekatere druge zakone, ki bi tudi morali biti ključni, kot je zakon o dolgotrajni oskrbi. Torej, če odmislimo to, lahko rečem, da v Novi Sloveniji vidimo dva škodljiva vpliva tega zakona. Če se bo energetska politika postavila tako, kot je v tem zakonu zamišljena, bo električna energija na eni strani za odjemalce, predvsem za državljanke in državljane, kmalu zelo, torej njena cena bo zelo poskočila in bo veliko dražja, in na drugi strani bo Slovenija postala, lahko rečemo, prekomerno uvozno odvisna. Kajti ta zakon ne predvideva ključne stvari, novih alternativnih proizvodnih virov. Zeleni, trajnostni prehod, obnovljivi viri energije, trajnostni viri energije, da, ampak hkrati premišljeno in tako, da ne ogrozijo naše samooskrbe in da ne enormno povečajo naše uvozne odvisnosti. Naj samo spomnim, da je kolega Jernej Vrtovec v času svojega ministrovanja dosegel na evropski ravni dogovor, da se poleg obnovljivih med trajnostne vire energije vključi tudi jedrsko energijo in pa plinsko proizvodno elektrike. To je izjemno pomembno za Slovenijo, ki ima izkušnjo varne, zanesljive proizvodne jedrske energije, ki nam omogoča, lahko rečemo, dobro tretjino električne energije v naši energetski mešanici. Vsi smo morda že malo pozabili na leto 2022, ko so bile zaradi suše razmere, lahko rečemo, kar zaskrbljujoče. Hidroenergija je bila proizvedena v veliko nižjih količinah kot sicer, in brez jedrske in premoga bi Slovenija bila še veliko bolj uvozno odvisna, kot je pa že tudi bila. V Novi Sloveniji ne želimo, da bi bila Slovenija tako izpostavljena napram drugim državam in uvozno odvisna, ker v tem kontekstu je potem lahko tudi vpliv na ceno električne energije veliko manjši in na koncu nastradajo odjemalci električne energije. Torej, naši predlogi v zvezi s tem zakonom so, da se tak zakon o energetski politiki ne sme sprejeti, potrebne so bistvene spremembe in poskrbeti je potrebno, da bo jedrska energija in vsi postopki za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Sloveniji čim prej sprejeti in začeli teči. V Novi Sloveniji opozarjamo, da lahko toplogredne pline zmanjšamo samo, če zagotovimo stabilno preskrbo z energijo po dostopnih cenah za odjemalce. Ključna, po našem mnenju, je jedrska energija in zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri. Obnovljivi viri torej da, ampak samo kot podpora tem zanesljivim in trajnostnim proizvodnim virom. Ne more energetska, še posebej električna politika države temeljiti samo na sončni in vetrni energiji. In ključno je, da to stališče podpirajo tudi
lahko rečem, zelo široka strokovna javnost, energetiki še posebej, ki opozarjajo, da vlada s tem predlogom zakona o energetski politiki pozablja zagotavljati stabilne vire. Ključno je tudi, da Slovenija čim prej na evropski ravni da pobudo za revizijo evropskega zelenega prehoda, ki mora temeljiti na realno dosegljivih ciljih in na tehnologiji, ki že obstaja. Kajti, če mi predvidevamo neke, lahko rečemo, proizvodne vire, ki so morda še v fazi preizkušanja, raziskovanja, ne vemo, ali bodo takrat, ko naj bi ugašali jedrsko, ko naj bi opustili premog in še posebej, se nam zdi tudi zaskrbljujoče, da z 2030 padajo pri nas tudi koncesije za plin in alternative ni, s čim se bodo ogrevali odjemalci, ki se ogrevajo na plin, lahko pride do zelo težkih posledic za državljanke in državljane. Torej, predlagati je treba revizijo evropskega zelenega prehoda, spodbuditi gradnjo jedrskih elektrarn v Sloveniji tudi drugega bloka in geostrateško razporediti in razpršiti oskrbo s plinom. Seveda pa ob tem poskrbeti tudi za stabilna omrežja za prenos električne energije, kjer se zna tudi kmalu pojaviti problem. Toliko v tem prvem delu. Ali je mogoče kako vprašanje na temo energetske strategije Slovenije? Če ne, verjetno sledijo vaše vprašanja na aktualne politične teme. Predvidevam, da na temo ministrice Ajanović-Hovnik. Izvolite. No, SDS je napovedala interpelacijo. Sami se zdaj do tega še niste opredelili, oziroma ste rekli, da boste počakali na sklice KNF. Boste sopodpisali mogoče interpelacijo, oziroma kako boste na njej glasovali, če do nje pride? Interpelacija je potrebna, naši podpisi za njo niso potrebni. Ministrici Ajanović-Hovnik smo v Novi Sloveniji že prejšnji teden javno povedali oziroma predlagali razmislek v zvezi z njeno situacijo, kajti naložila si je z vsemi odprtimi frontami takšno breme, da bo zelo težko opravila ali pa opravljala svoje delo. Predlagali smo ji, da razmisli o svojem odstopu, da razbremeni delo vlade, seveda pa je odločitev pravzaprav v njenih rokah in v rokah predsednika vlade. Lahko pa ji očitamo poleg, lahko rečemo, suma negospodarne rabe javnega denarja, tudi lahko rečemo vsaj malo čuden pristop k krepitvi nevladnega sektorja preko javnega razpisa, ki zdaj zelo buri duhove, tudi zaradi številnih različnih prijaviteljev. Morda samo za osvežitev spomina preberem naslov tega javnega razpisa. Naslov javnega razpisa je krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic. Spoštovani in spoštovani, ali kdo v tej državi razume, kaj bodo Slovenke in Slovenci za 10 milijonov evrov dobili od tega razpisa. Poleg tega pa ji očitamo v Novi Sloveniji še, da na področju reforme javne uprave nismo storili nobenega koraka. Reforma javne uprave je tam, kjer je bila pred dobrim letom, torej na stopni točki nič. Imamo samo načrte, obljube in časovnice. Govori se tudi o možnosti širše rekonstrukcije vlade, da bi kdo drugih ministrov ga menjali, da bi mogoče kdo drug šel na mesto, mogoče na mesto ali z njo. Bi morda katerega od ministrov posebej izpostavili, koga bi si želeli videti oziroma oditi?
Nova Slovenija praktično že eno leto poudarja, da je ta vlada Roberta Goloba in nasploh ta, lahko rečemo, radikalno leva vlada Slovenijo popeljala v napačno smer, popeljala jo je stran od ciljev, ki smo jih zasledovali v vladi tik pred tem, kjer je Nova Slovenija sodelovala s svojo močno ekipo, ko smo želeli zagotoviti en infrastrukturni napredek z vlaganji v javno infrastrukturo, cestno, železniško, z obnovami, ko smo želeli zagotoviti socialno kohezijo in to na pravičen način, s tem, da smo na eni strani pospešili obnovo in gradnjo domov za starejše, na drugi strani prišli s predlogi za, lahko rečemo, pravično socialno situacijo, ki žal na koncu mandata niso bili sprejeti, ampak vseeno mislimo, da s tem, ko smo na eni strani želeli zagotoviti gospodarstvo čim boljše delovanje, z nižjimi davki, davčna reforma, v načrtu imeli tudi reformo zdravstva in ob tem zagotoviti pravično socialno kohezijo, smo Slovenijo dobro zapeljali med najboljše ali pa najuspešnejše države v času okrevanja po covidu. Ta leva vlada Roberta Goloba gre v nasprotno smer. Ta vlada se niti s sanacijo po poplavah ne sooča na način, kot so obljubljali. Torej so pozni, neorganizirani, neoperativni in lahko rečem, da v Novi Sloveniji smo do delovanja te vlade nasploh kritični. Gospod Cigar, Kralj, Tadej Grešovnik, ta zgodba z ministrico Ajanović Hovnik je bilo rekli tudi nek, za vas nek déjà vu, ne? V tem smislu je ta zgodba po vašem mnenju res toliko drugačna od tiste vaše? Ta zgodba je popolnoma drugačna. Prvič, moja zgodba z časa ministrovanja je zaprta, zaključena, KPK je podala svoje mnenje in povedala, da ni bilo nobenih kršitev zakona in tudi prekrškov v zvezi z integriteto in korupcijo. Torej smo to zgodbo dobro zaključili. Drugič, na razpisu, ki je bil v času mojega ministrovanja, je bil denar, evropski denar, z navodilom in spodbudo Evropske komisije zaradi COVID epidemije in njenih posledic, spomnimo se porast samomorov, stisk, nasilja v družinah in tako naprej, na hitro in to v rekordnem času preusmerjen iz ostalih projektov, kjer se ni porabljal, v denar za pomoč preko terapij, svetovanj in tako naprej, predvsem mladim, najbolj ranljivim, tem, ki so se soočali z vsemi temi stiskami. In ta poraba tega denarja je preverljiva. Menim tudi, da je bila zelo, zelo dobrodošla za blažitev teh težkih posledic epidemije COVID. V tem razpisu, katerega naslov sem vam prej prebral, pravzaprav ni jasno, kaj bodo rezultati, cilji tega razpisa, pa še, to ste pa mediji tudi dobro izpostavili, nekateri, ki so se prijavili, imajo, lahko rečemo, milo rečeno, čudna ozadja in to sproža veliko vprašanj. Morda bi bilo dobro, bi bil moj predlog, da ministrica, da tudi razbremeni sum, ki zdaj visi nad tem razpisom, zaradi vseh prijateljskih in drugih kolegijalnih sorodstvenih povezav, da ga razveljavi, ga zastavi jasno, z jasnimi cilji, z jasnimi, lahko rečemo, z jasno vizijo, kaj se bo za teh 10 milijonov dobilo in na novo zastavi. Lahko? Volta, kolega. Kot poroča Večer, naj bi vlado zapuščala neuradno sicer tudi minister za naravno vire in prostor, državna kmetijska ministrica Irena Šinko, se pravi, odhajajo ministri iz kvote Gibanja Svoboda, kako to ocenjujete, gre za nekoliko čudno situacijo? Mislim, da nisem pravi naslov za komentiranje. Še enkrat lahko ponovim, da vlada tudi na teh dveh resorjih, ki ste jih omenili, torej kmetijstvo in naravni viri, deluje slabo.
pomislimo samo na to zakonodajo, ki je zdaj sicer od zunaj prišla noter o zaščiti živali, ki je neposreden napad na lastnike zemljišč, na kmete, na vse, ki živalmi delajo, na veterinarsko stroko in tako naprej. In na drugi strani je ministrica odprla tudi fronto z kmetijsko-gozdarsko zbornico. Dejansko na nedavnem sejmu Agra ni bilo strokovnega združenja z področja kmetijstva, poleg omenjenih še sindikat kmetov in tako naprej, ki ne bi tem zakonom nasprotoval. Ministrica tukaj ni zaščitila svojih ljudi, torej stroke, veterinarske stroke. Hkrati se je tudi zelo slabo odzvala v medijih odkritih aferah glede pesticidov v sadju, v hrani. In lahko samo omenim, da naša predsednica odbora za kmetijstvo, doktorica Vida Čadonič Špelič, tu pravzaprav mora ministrico stalno drezati, da sploh pride do kakršnih koli premikov ali pa opredeljevanja tega. Torej, tudi na teh dveh področjih, ki ste jih omenili, vlada Roberta Goloba dela slabo, težko pa rečem, ali zdaj trditve o teh menjavah držijo. Logično bi bilo, da vlada pogleda po enem letu svoje rezultate in ugotovi, da teh rezultatov ni. Vi ste vrlo prejšnji temi in sicer ne glede na temo razpisa, na količino denarja, vendar, če potegnemo nekaj vzporednice, povezave so podobne, kot so bili pri vas očitki v času vašega ministrovanja. Tudi vas takrat pozvali kot odstopili minister, tudi pri vas je bila interpelacija, pa ste mandat pripeljali do konca. Se vam zdi, da je tukaj noter čas, da mogoče ministrica razloži, kako se je vse skupaj dogajalo, vendar rekli ste, da podpisal ne boste prispevali, če sem prav razumel, ampak interpelacijo pa kljub samo podpirate. Začneva od zadaj. Naši podpisi niti niso potrebni, tudi nas niso zaprosili zanje, tako da je to v bistvu ni stvar, o kateri bi razpravljali. Tretje, razpisa sta zelo različna in pa tudi razmerja in povezave, ki so se očitale meni ali pa ministrici Ajanović Hovnik, so, lahko rečem, bistveno drugačne. Jaz sem sam bil eno obdobje pred ministrovanjem, sploh datumsko pred kandidaturo za ministra, eno kratko obdobje upisan med soustanovitelje tistega zavoda. To je v nevladnih organizacijah, ki so organizirane kot zavod, običajno in sem se pred kandidaturo za ministra iz tega soustanoviteljstva izpisal. Zdajle slišimo na drugi strani, jaz predvsem spremljam vaša medijska poročanja, da tu gre za neka sorodstvena razmerja, da gre zelo dobro v oddaji Tarča predstavljeno recimo sledenje oziroma sodelovanje na različnih delovnih mestih. Voditeljica te oddaje je celo omenila možnost urejanja delovnih mest za nekatere. Potem gre za sorodstveno povezavo in tako naprej, pa še razpis je popolnoma drugačen, pa še višanje sredstev in tako naprej. Tako da jaz tu vidim bistveno razliko. Seveda pa je v interesu vseh nas to, k čemur so pa pozvali tudi sindikati, tudi javno, da se čim prej strani pristojnih institucij to tudi razišče. Mi smo prispevali k temu in želimo prispevati k temu sklicem Komisije za nadzor javnih financ, smo jo sklicali, noter imamo službene poti, naj se to razčisti, razširili bomo, to lahko napovem, še s tem razpisom, naj pristojne inštitucije to čim prej pregledajo in podajo svoje mnenje. V mojem primeru je bilo mnenje decidirano, jasno in lahko rečem, da sem zadovoljen. Če se v njenem primeru izkaže, recimo, ni bilo nič narobe, tudi to je možnost. Potem interpelacije ne boste podprli. Tudi to je možnost, ampak jaz, pazite, možnost je, da se izkaže, da z razpisom ni bilo nič narobe, ampak ministrici, verjetno sem prej bil dovolj jasen, lahko očitamo veliko več, predvsem odsotnost reforme javne uprave. Državna uprava ne dela nič hitreje, nasprotno, stvari se upočasnjujejo. Zdajle, ko bi morali pred novembrom
hitreje vse postopke voditi, pospešiti in tako naprej, je občutek, da vse stoji. Ljudje napovedujejo državljansko nepokorščino. Ministrica pravzaprav je zablokirala socialni dialog, pa so obljubljali ravno strani njene stranke, da ga bojo bistveno popravili po našem mandatu. Tako da so tudi socialni partnerji izjemno nezadovoljni. Da ne govorimo o tem, na kar smo se odzvali z našo novelo zakona o izvajanju čezmejnih storitev, da so na tiho, potem ko smo jih pozvali, da se to višanje dajatev za vse, ki so napoteni na delo čez mejo, zelo bliža in da je to treba urediti, so na hitro, rokohitrsko to uredili samo za javni sektor. Privatni sektor oziroma zasebni sektor so pa pustili na cedilu in mi smo se na to odzvali, vlagamo novelo, ki jo bomo tudi še širše predstavili, zato, da se podaljša prehodno časovno obdobje, da se dogovori rešitev, ki bo pokrila oba, torej vse, ki so na čezmejnem izvajanju storitev. Seveda je prav, da se za javni sektor to uredi, prav je pa tudi, da se za zasebni sektor, torej za oba. Celovito rešitev je treba najti. Sam poznam te zadeve in menim, da je tu vlada se zelo slabo odzvala in tudi tu leti naša kritika. Dajemo roko, priložnost, da to popravimo in uredimo celovito. Podpisal ne boste prispevali, boste pa interpelacijo podprli, da se bo prorazumeli. Interpelacija je potrebna, naši podpisi pa za to interpelacijo niso potrebni, niti za nje nismo bili zaprošeni. Veliko očitkov imamo in ja, podpiramo interpelacijo.